Najprej bi vas rada vse pozdravila. Dobrodošli na naši prvi delavnici Pot do dobička z umetno inteligenco, najnovejše strategije in zgodbe o uspehu. Zelo sem vesela, da ste se nam danes pridružili. To brezplačno delavnico organizira ekipa spletne trgovine 1A. Moje ime je Eva Domjan in danes bomo skupaj raziskali fascinanten svet umetne inteligence. Predvsem si bomo pogledali njeno vlogo pri povečanju uspeha pri online prodaji. Najprej bi povedala nekaj besed o 1A za tiste, ki nas še ne poznate. 1A je s ponudbo več kot 400 tisoč izdelkov trenutno največja spletna trgovina v Sloveniji. Spletna trgovina obstaja že od leta 1999, torej že skoraj četrt stoletja. Lastnik in vodja trgovine 1A je moj oče, Aljoša Domjan. Tudi on je danes z nami in bo vaš predavatelj na naslednji brezplačni delavnici online prodaje ta četrtek. Se pravi, ta delavnica je prva, potem sledi druga, na kateri bo predaval Aljoša ta četrtek ob 2. Potem naslednji teden sledi tretja delavnica v torek ob 2, kjer bom spet predavala jaz. In potem še zadnja brezplačna delavnica v četrtek naslednji teden ob 2, kjer bo spet predaval Aljoša. S spletno trgovino 1A upravlja podjetje Gambit Trade d.o.o. S podjetjem smo v 30 letih naredili več 100 milijonov evrov prometa. V teh brezplačnih delavnicah, od katerih je današnja prva, bova z Aljošo delila z vami dragoceno znanje in izkušnje, ki so nas pripeljale na vrh. In upam, da boste iz njih črpali navdih za svoj uspeh. Zdaj pa še nekaj besed o meni. Jaz sem na 1A 7 let delala kot direktorica digitalnih medijev. Vodila sem projekte na številnih področjih, kot so dizajn, e-mail marketing, oglaševanje, optimizacija konverzij, razvoj blagovne znamke, SEO optimizacija, uporabniška izkušnja, ustvarjanje vsebin in še marsikaj. Trenutno sem na 1A prisotna v svetovalni vlogi. Imam svoje podjetje za marketinške storitve, v zadnjem času pa se veliko ukvarjam z izobraževanjem ljudi o umetni inteligenci na predavanjih in konferencah. Tema umetne inteligence mi je zelo blizu in zanimiva, ker ko je lani prišel na trg ChatGPT, sem orodje umetne inteligence uporabljala že več kot 1 leto. Veliko ljudi tega ne ve, ampak že nekaj let pred ChatGPT so bila na voljo plačljiva orodja, ki delujejo podobno kot chat. Pred par leti je bilo moje delo tako, da sem pisala veliko SEO besedil. Ugotovila sem, da lahko z orodji umetne inteligence, ki so bila takrat na voljo, pohitrim pisanje teh SEO besedil za približno 30%. To se mi je zdelo zelo dobra poslovna investicija, zato sem začela plačevati mesečno naročnino na eno od teh zgodnejših storitev in sem si precej olajšala pisanje. Ko je prišel na trg ChatGPT, sem torej že odlično poznala delo z umetno inteligenco. V današnji delavnici se bomo osredotočili na moč generativne umetne inteligence, kot je na primer ChatGPT. To orodje že 1 leto vzbuja ogromno zanimanje javnosti zaradi svoje sposobnosti ustvarjanja besedil, ki so ponavadi takšna ali pa zelo blizu temu, kot bi jih napisal človek, oziroma celo precej boljša, odvisno pač od pisca. Ampak kako lahko to koristi našim spletnim trgovinam in kako ChatGPT in druga orodja umetne inteligence lahko pospešijo našo pot do dobička. Nadaljevali bomo s predstavitvijo
konkretnih primerov uporabe ChatGPT in drugih orodij umetne inteligence, ki smo jih uporabljali na 1A. Videli boste, kako smo izkoristili te tehnologije za povečanje klikov, za povečanje konverzij in nenazadnje povečanje zadovoljstva strank. Pripravite se na koristne nasvete, ki jih lahko takoj uporabite v svojem poslu. Na koncu pa, odvisno od tega, koliko časa bo ostalo, si bomo vzeli še par minut za vaša vprašanja. V chat lahko napišete vse, kar vas zanima v zvezi z današnjo temo. Zdaj pa, brez nadaljnjega odlašanja, se potopimo v svet umetne inteligence in skupaj odkrimo, kako lahko tudi vi dosežete večji uspeh v spletnem poslu. Najbolj priljubljeno orodje umetne inteligence je ChatGPT. Trenutno to orodje beleži več kot 180 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Na voljo sta osnovna brezplačna verzija in pa bolj napredna plačljiva verzija, ki vključuje razne vtičnike in je tudi bolj napredna pri pisanju besedil. Zdaj, kaj pa sploh je to ChatGPT? V svojem bistvu gre za izpopolnjen jezikovni model, ki je bil ustvarjen z usposabljanjem računalniškega programa na velikih količinah besedil, ki smo jih napisali ljudje in so javno dostopna na internetu. Ta postopek usposabljanja in učenja na predhodno napisanih besedilih omogoča ChatGPT globoko razumevanje jezika, zato lahko ustvarja nova unikatna besedila na naraven in človeku podoben način. Najbolj impresivna lastnost ChatGPT je njegova sposobnost, da se pogovarja z uporabniki. Predstavljajte si, da imate virtualnega klepetalnega robota, ki se lahko pogovarja z vami, odgovarja na vaša vprašanja in vodi smiselne razprave. ChatGPT je možno vključiti v spletne strani, aplikacije za klepet ali pa druge platforme, in tako zagotoviti takojšnjo in interaktivno podporo ali nam samim ali pa našim uporabnikom. ChatGPT je približno tako, kot da bi imeli pred sabo 10 strokovnjakov ali pa še več za različna področja, ki jih lahko vprašate karkoli, oni pa vam podajo poglobljene odgovore. ChatGPT lahko na primer postavljate vprašanja, iščete priporočila ali zahtevate informacije o različnih temah, od splošnega znanja do posebnega strokovnega znanja. ChatGPT vam lahko pomaga pri opravilih, kot so pisanje, prevajanje, povzemanje in ustvarjanje vsebin, na primer člankov, objav na blogih, objav na socialnih omrežjih, zgodb, poezije in še marsikaj. To je tako, kot da bi imeli na dosegu roke inteligentnega in zelo kreativnega pomočnika, ki vam je na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Ker pa umetna inteligenca ni popolna, jo včasih malo preveč zanese v kreativnost. Zato je vedno dobro preveriti točnost dejstev, ki jih umetna inteligenca navaja, preden javno objavite nekaj, kar ste ustvarili s pomočjo ChatGPT oziroma drugega orodja. Pa pojdimo naprej na primere dobre prakse. Iz izkušenj z umetno inteligenco, ki smo jih pridobili na 1A do zdaj, sem zbrala nekaj primerov dobre prakse, ki vam jih bom predstavila. To niso vsi naši poskusi z umetno inteligenco, ampak samo tisti, ki jih lahko v tem trenutku z vami delim. Na 1A uporabljamo umetno inteligenco na veliko področjih, največ v marketingu in v razvoju. To, kar bom zdaj predstavila, so pa hkrati tudi ideje, ki jih lahko uporabite v vašem podjetju oziroma spletnem poslu. Prvo področje, kjer smo na 1A z veseljem uporabili umetno inteligenco,
je prilagojena podpora strankam. In sicer v okviru naše podpore strankam z umetno inteligenco oblikujemo personalizirane odgovore na vprašanja in druga sporočila, ki jih stranke prejemajo od nas. Ta sporočila spodbujajo zvestobo strank in izboljšujejo njihovo nakupno pot. V primerjavi s sporočili, ki smo jih uporabljali prej, so ta nova sporočila ustvarjena z umetno inteligenco bolj osebna, prijazna do strank in njim prilagojena. Še vedno pa so ta sporočila korektna in jasna. Naslednje področje, ki bi ga izpostavila, so opisi izdelkov. Namreč ponudbo trgovine 1A sestavlja več kot 400 tisoč izdelkov. In ti opisi se avtomatično uvažajo od dobaviteljev. Včasih so ti opisi pomanjkljivi. Vsebujejo premalo podatkov in so prekratki. Velikokrat, ne vem, če ste že kdaj opazili, opis vsebuje samo tehnične informacije o izdelku, ki si ga ogledujete. Pogosta težava je tudi ta, da dobavitelj isti opis izdelka posreduje več spletnim trgovinam. In tako podvajanje vsebine na več različnih spletnih straneh je z vidika SEO slabo. Z umetno inteligenco zato kreiramo izvirne, daljše, bolj točne in bolj zanimive opise izdelkov. Ti opisi ne samo, da informirajo, ampak kupce tudi navdušujejo za izdelke. Na tak način dosežemo, da se več naključnih obiskovalcev spremeni v navdušene kupce. Naslednje področje, ki bi ga izpostavila, je dizajn. Na področju dizajna uporabljamo umetno inteligenco za opravila, kot so generiranje barvnih palet, predlogi za tipografijo in predlogi za oblikovanje vizualov za objavo na internetu, od dizajnov za trgovino do vizualov za socialna omrežja. Pomembna stvar na področju dizajna je, da ima ChatGPT v plačljivi verziji dodan vtičnik Canva. Če ste kdaj sami oblikovali vizuale za socialna omrežja ali razne e-mail newsletterje, zagotovo veste, kaj je Canva. Zdaj lahko ChatGPT v povezavi s Canvo ustvari celotne vizuale. Slike, videe za TikTok in Instagram, predloge za spletne strani, plakate in še več. Ti vizuali so zaenkrat precej osnovni, ampak ker sposobnost umetne inteligence napreduje s svetlobno hitrostjo, lahko kmalu pričakujemo izboljšave na tem področju. Naslednje področje, kjer smo se na 1A dobro spoznali z umetno inteligenco, je spodbujanje kreativnosti pri zaposlenih. Kot sem že omenila, v našem podjetju več zaposlenih vsakodnevno uporablja orodje umetne inteligence za številne naloge. Ugotovili smo, da je to povečalo kreativnost, na primer v marketingu. Kreativnost je s temi orodji lažja in hitreje pridemo do dobrih rezultatov. Na 1A se nam zdi zelo pomembno, da se orodje umetne inteligence uporabljajo za spodbujanje kreativnosti vseh zaposlenih, ne samo IT-jevcev in tehničnih tipov zaposlenih. Menimo, da se je pomembno naučiti uporabljati ta orodja čim prej in čim boljše. Na tak način bomo namreč ostali konkurenčni. Predstavljajte si, da se danes prijavite na razpis za neko delovno mesto in nek drug kandidat zna delati s ChatGPT, vi pa ne. Ali pa, da v vašem podjetju zaposleni še vedno delajo na strn način, v drugem podjetju, ki je vaša konkurenca, pa se zaposleni učijo uporabljati orodje umetne inteligence. Zdaj lahko si predstavljate, katero podjetje bo na dolgi rok bolj uspešno in bo ostalo konkurenčno. Jaz menim, da se je potrebno učiti dela z orodji umetne inteligence, da ne ostanete zadaj in vas ne bo povozil čas.
Kar se tiče različnih orodij umetne inteligence, na NAA trenutno največ delamo s ChatGPT. Preizkusili smo tudi nekatera plačljiva orodja za generiranje vsebin, naprimer Jasper in Board AI. Zdaj, moja ocena je, da se ChatGPT najhitreje razvija in ponuja najboljšo kakovost vsebin. Ostala orodja ga po mojem mnenju trenutno ne dohajajo. Tudi brezplačna verzija chata se mi zdi trenutno boljša od plačljivih orodij. Prednost plačljivih orodij pa je, da ponujajo veliko templateov. V template samo vstaviš par podatkov in orodje kreira več verzij besedila. To je odlično za tiste ljudi, ki sicer imajo neko radovednost glede uporabe AI, ampak se težko spravijo k temu, da klepetajo z umetno inteligenco tako kot s človekom. Na NAA smo uporabljali template za pisanje e-mail newsletterjev, Facebook oglasov in še marsičesa. Obstaja ena funkcija, ki mi je bila še najbolj všeč pri orodju Jasper. To je izboljševanje promptov. Prompt, kot mogoče že veste, je navodilo, ki ga napišeš v umetni inteligenci, da ustvari tisti rezultat, ki ga želiš, naprimer tekst za Facebook oglas. Prompt pomeni, da napišeš en preprost stavek z navodili in klikneš na gumb. Jasper ta prompt sam razširi in doda bolj podrobna navodila. V zadnjem času ste sigurno videli ogromno oglasov, kjer ljudje prodajajo svoje zbirke promptov. Sicer to počnejo zato, ker z izboljšanim in bolj specifičnim promptom od umetne inteligence dobiš boljši končni rezultat. Z malo truda in domišljije pa lahko kakovostne prompte ustvarite kar tudi sami. Vaše vodilo tukaj naj bo, da ste čim bolj specifični. Predstavljajte si, da dajete navodilo novemu sodelavcu v službi, ki se še malo lovi in se ima še veliko za naučiti. Na takšen način vam svetujem, da komunicirate tudi s ChatGPT. Tako, zdaj pa je čas, da si pogledam, če ste mi pripravili kakšno vprašanje. Vidim, da še ne, se bo kdo opogumil. Kdor ima vprašanje, ga naj napiše kar v chat. Ali uporabljate ChatGPT tudi za kreiranje SEO vsebin? Je bilo vprašanje. Tukaj moram poudariti, da ChatGPT za kreiranje SEO vsebin, tukaj ne morem pričakovati, da bo chat izvrgel vsebino, ki je popolna. V smislu, da ta potek generacije SEO vsebin poteka približno tako, da mu damo prompte, potem ChatGPT pokaže, kaj zna, potem pa je treba še precej to besedilo urejati, kar se tiče vstavljanja keywordov in besednih zvez in preverjanja gostote in vsega tehničnega, kar je SEO potrebno. Vse to je še vedno delamo ročno oziroma to dela oseba. To še ni ChatGPT na tej točki, da bi lahko v celoti zaupali chatu. Nam pa zelo pomaga pri generaciji SEO vsebin. Ja. Zdravo, Eva, mogoče poznaš Grok AI od Elona Muska. Slišala sem, ampak bom si tole še pogledala, zelo zanimivo, mogoče se pogledamo to na kakšni od naslednjih delavnic.
Koliko je cena ChatGPT mesečno? Mislim, da je trenutno $20. Je pa tudi brezplačna verzija zelo dobra in se z njo da ustvariti zelo kakovostne vsebine. Kako Google in Facebook obravnavata vaše oglase, generirane s pomočjo ChatGPT, ki je njim konkurenčna storitev? Nisem nikoli opazila, da ko sem objavila, na primer Facebook oglase generirane s pomočjo ChatGPT, da bi to imelo kakšen negativen vpliv. Ampak, kot sem rekla že prej, pri odgovoru na generacijo SEO vsebin, je treba vse tekste, ki jih naredimo s chatom, je treba ročno urediti, jim dodati osebnost, ker ne vem, če ste opazili, v zadnjem času se zelo lahko na družbenih omrežjih vidi, kateri teksti so bili ustvarjeni s ChatGPT in jih potem pisec oziroma piska ni nič urejala. In tisti teksti, ki so bili generirani s ChatGPT, pa je potem pisec jim dodal neki osebnosti in svojega tona ali pa tona od svoje blagovne znamke. Tako da nismo nikoli imeli nobenih težav z objavo oglasov generiranih s pomočjo ChatGPT. Katero je najcenejše plačljivo AI orodje, ki smo ga preizkusili? Tako, dejansko vsa AI orodja, ki sem jih jaz do zdaj preizkusila, so stala enako in to je bilo približno $20 oziroma evrov mesečno. Zdaj, tako kot sem že rekla med predavanjem, rekla bi, da ChatGPT, tudi brezplačna verzija, je bolj napredna od teh drugih raznih plačljivih orodij, ki tudi imajo sicer svoje prednosti, ampak vidim, da ChatGPT zelo hitreje napreduje od vseh ostalih. Pozdravljeni, kako bi lahko s pomočjo AI tehnologije ustvarili videoposnetek? Tukaj bi vam priporočila uporabo plačljive verzije ChatGPT in pa aktivacijo katerega od vtičnikov, ki se ukvarja z izdelavo videa, ali pa da si pogledate samostojne storitve, torej ne ChatGPT, ampak druge storitve umetne inteligence, ki omogočajo ustvarjanje videoposnetkov. Pa še tole zadnje vprašanje oziroma predzadnje. Imate zakupljen ChatGPT za vse zaposlene? Trenutno ne, ker ni potrebe. Pa še tole. Vidim še zadnje vprašanje. Živijo levo spodaj so nastavitve za GPT, ko kliknemo, vidimo razdelek Custom Instructions. Ali ste že kdaj delali specifično navodila za e-prodajo? Trenutno se igramo s tem, več o tem pa mogoče na kakšni naslednji delavnici. Tako, jaz upam, da ste danes dobili vpogled v to, kako lahko umetna inteligenca poveča vašo online prodajo. Hvala vam, ker ste si vzeli čas in pozornost za današnjo delavnico. Postavili ste mi zanimiva vprašanja, bila so zelo dobrodošla in cenim vašo udeležbo. Za konec vas še vabim, da se nama z Aljošo pridružite na naslednji brezplačni delavnici, ki bo v četrtek. Aljoša bo predaval o obvladovanju uporabniške izkušnje. Pokazal vam bo, kako je prilagojena podpora kupce spremenila v zveste zagovornike blagovne znamke 1A. Naučili se boste, kako smo z avtomatizacijo rešili problem, zaradi katerega se naše stranke najpogosteje pritožujejo, in naučili se boste, kako smo te njihove pritožbe spremenili v pohvale. Torej, se vidimo spet v četrtek. Hvala za pozornost.